Tema današnjega pogovora je Rusija. Ob meni je Simon Malmenval, ki je po mojem mnenju pač zlasti za starejša obdobja ruske zgodovine danes vodilni poznavalec pri nas. Simon, pozdravljeni. Torej, ukvarjate se z nekim področjem, ki je zdaj v ospredju zanimanja historiografskega, kajti vsi se sprašujemo o koreninah tega, kaj se dogaja danes v vzhodnoevropskem prostoru. In morda bi začela s to sijajno intelektualno dediščino, katere naslednik in razvijalec ste, to se pravi, slovensko zanimanje za Rusijo je bilo privedlo do sijajnih rezultatov, ne samo tisto, kar se v humanistiki nenehno ponavlja, da je Rusija pač evropskemu svetu postala znana preko Žige Herbersteina, ki je v moskovskih zadev komentarjih pač napisal, da je lahko tako dobro spoznal in potem tako dobro tudi razumel Rusijo zaradi znanja slovenskega jezika, pa potem za njim potuje v Rusijo Kobencl in še vrsta drugih. Potem v seveda 19. stoletju se tudi Rusi zanimajo že za slovenski prostor, torej Sreznjevski, če ga ne bomo zdaj napravili za Ukrajinca. Potem je seveda tukaj znameniti Koršev prevod Prešernovega sonetnega venca, ki je prvi sonetni venec v ruščini, in potem naslednjega je tudi nekdo, ki je bil s Koršem neposredno povezan. Zdaj, kako pa potem naprej sledijo, ali so sledili temu zgledu ali kateremu drugemu, to je potem drugo vprašanje. Vendarle ta izmenjava je pravzaprav bila sijajna, presenetljiva, torej potem je ta Vesel Aškarčeva ruska antologija, ki je veljala v svojem času pač za najcelovitejšo predstavitev ruske poezije. Pa potem pride ta imenitna generacija, torej Ivan Prijatelj, Janko Lavrin, ki je sploh bil na zahodu eden izmed vodilnih poznavalcev Rusije, in seveda vaš junak Franc Grivec. Morda tukaj vrževa prvo sidro. Najprej hvala za vabilo in za spodbudne besede v uvodu. Franc Grivec je bil slovenski visokošolski profesor, sprva na takrat še Bogoslovnem učilišču v Ljubljani. To je bila osrednja visokošolska institucija ljubljanske škofije, ki je pripravljala kandidate za posvetitev v duhovnika. Potem pa je dolga leta predaval, vse od skorajda od ustanovitve, leto po ustanovitvi Teološke fakultete Univerze v Ljubljani od leta 1920 pa vse do smrti leta 1963 na že omenjeni Teološki fakulteti. Grivec upravičeno velja za največjega doslej slovenskega poznavalca vzhodnega krščanstva, zlasti tistega segmenta vzhodnega krščanstva, ki je vpeto v slovanski svet. Tukaj imamo v mislih vzhodno in jugovzhodno Evropo, se pravi, poenostavljeno rečeno, ruski svet in balkanski svet. Ta bizantinska recepcija krščanstva, kakor se je uveljavila in skozi zgodovino
preoblikovala na slovanskih tleh. Bil pa je tudi izjemen poznavalec ekleziologije ali nauka o cerkvi, to je ena posebna panoga v teologiji, ki se je ravno v Grivčevem obdobju, to je med obema svetovnima vojnama, dodobra razvila in jo je on tudi vzporedno razvijal z ostalimi avtoritetami drugod po Evropi, v italijanskem, nemškem prostoru, tudi čez ocean v Severni Ameriki. V tem pogledu je primerno omeniti njegov priročnik s preprostim naslovom Cerkev, prva izdaja leta 1929, druga dopolnjena 1943, ki lahko velja, po mojem mnenju, je to prebojno delo nasploh na področju teologije in visokega šolstva na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja. Tu pa seveda ne smemo pozabiti še ene Grivčeve ljubezni, tako znanstvene kot tudi čisto osebne, to je posvečanje dediščini svetih bratov, solunskih bratov Cirila in Metoda. V tem pogledu pa lahko rečemo, da je nemara Franc Grivec najbolj citiran slovenski zgodovinar doslej. Poznajo ga v tem kontekstu, v kontekstu Ciril-metodijskih študij, še bolj v tujini, tudi v ZDA, kakor pa v Sloveniji. Danes v Sloveniji je njegovo ime znano v akademskem okolju, v širši javnosti pa žal ne oziroma še ne. Spominjajo se ga najbrž še nekateri duhovniki starejših generacij, morda so o njem slišali od svojih predhodnikov ali pa jih je celo sam učil takrat v tistih zadnjih letih pred smrtjo, ampak širše njegovo ime v slovenski javni zavesti ni zasidrano. No, in da zaključim odgovor na to prvo vprašanje, bi omenil še oziroma bi izpostavil, da izjemno pomembno vlogo pri vsem tem, pri ekleziologiji, pri Ciril-metodijskih vprašanjih in pri splošnem zanimanju za vzhodno krščanstvo igra v Grivčevem opusu Rusija posebno vlogo. Osvetljuje rusko kulturo ne samo z teološkega zornega kota, ampak tudi se posveča znamenitim ruskim pisateljem in mislecem, kot naprimer Alekseju Homjakovu, Fjodorju Dostojevskemu, seveda najbolj Vladimirju Solovjovu, ki je Grivčev najljubši ruski mislec. Ni presenetljivo, ker je Solovjov izražal številna Rimu oziroma katoliški cerkvi naklonjena stališča. Takrat, ko je deloval ob koncu 19. stoletja, je bilo to v Rusiji nekaj neobičajnega, čeprav tudi ni bilo vedno sprejeto negativno, včasih celo pozitivno. Kakorkoli, Grivec kot predstavnik intelektualne elite katoliškega miljeja tistega časa se je čisto naravno čutil še posebej doma, ko je preučeval Solovjova in poskušal njegovo vizijo, lahko bi celo rekli njegov romantični pogled na bodočo zedinitev med Rimom in Konstantinoplom spravljati v nekakšno prakso ali pa o tem vsaj razmišljati. Tu bi omenil še to, da kogar zanima, bralce, poslušalce si lahko preberejo krajšo znanstveno monografijo z naslovom Pravoslavje in ruska kultura v delih Franca Grivca, ki je bila izdana lansko leto, to je leta 2022 pri založbi Kudlogos, sam sem njen avtor. Ob koncu te monografije pa reprezentativno je objavljena ena izmed glavnih Grivčevih razprav na to temo v kontekstu preučevanja Rusije. To je njegova primerjava in ocena Dostojevskega in Solovjova. No, da nadaljujem z neko anekdoto, torej, ko je papeški nuncij iz Bolgarije potoval v Rim nazaj, se je ustavil v Ljubljani ravno pri profesorju Grivcu,
priimek tega nuncija je seveda Roncalli, to je bodoči papež Janez 23. Ne? In kdor malce zasleduje, kje sta se še tudi srečevala, najde celo v splošnem časopisju marsikaj. Ne? Zdaj seveda se človeku na neki način naravno postavlja vprašanje, zakaj praktično vsak slovenski intelektualec ve nekaj o Mahniču, ki pravzaprav ni tako zelo poseben. Takšnih škofov je bilo v sočasni Evropi kar precej. Ne? O Grivcu, ki pa je izjemen, pa vendarle vemo mnogo manj. Kakšen bi bil tukaj razlog, ne? Da ta, recimo temu tako, res katoliški, univerzalističen značaj Slovence vendarle priteguje manj, na drugi strani ne pa seveda hočemo vse zapopast v enem stavku o tem, kaj se je dogajalo v našem prostoru, ne? In če pa še zdaj malce pritegnemo Ivana Tavčarja v naše razmišljanje, ne? Je pravzaprav paradoks, ne? Da je Tavčar bil zelo uspešen s to Mahničevo karikaturo, ne? Ki jo najdemo tam v romanu 4000, ne? Torej doktor tone od zelene Soče, ne? To ja, medtem ko recimo tudi drugi Mahnič, ne? Tisti, ki potem v času porajanja Jugoslavije je eden izmed njenih največjih zagovornikov, tem Mahniču pa vemo pravzaprav zelo malo. Ne? Skratka, nekako se mi zdi, da hočemo imeti okno samo tudi, ko zremo katoliška obzorja, na pol odprto ali še bolje rečeno, na pol zaprto. Ja, kar zadeva Grivčevo poznavanje ali nepoznavanje v kasnejši slovenski javni zavesti, bi dejal naslednje. Grivec sam ni želel biti politično dejaven. Imel je precej družbeno dejavno stališče, ki ga je najbolj izrazito podal v svojem medvojnem delu, izšlo je leta 1944 z naslovom Narodna zavest in bolševizem. Mišljena je tu predvsem slovenska narodna zavest, pa tudi v kakšnih drugih svojih tekstih, tako znanstvenih kot poljudno znanstvenih, je izražal svoja družbena stališča, vendar nikoli ni bil del neke javne politične debate, prav tako se ni udeleževal raznih prireditev na katoliški ali konzervativni politični strani in tako naprej. Skratka, bil je predvsem profesor, po mojem mnenju, v vsem svojem sijaju. Drugo, zakaj ga sodobna ali kasnejša slovenska javnost ne pozna tako dobro, je, da se je ukvarjal oziroma pretežno ukvarjal s slovanskimi temami, ki so sicer bile tako v prvi kot v drugi Jugoslaviji državotvorne. Ciril in Metod, srednjeveške slovanske tvorbe, vključno recimo kako srednjeveško Srbijo ali pa Bosno ali pa Hrvaško, tudi Karantanjo v primeru slovenske zgodovine. Vse to je bilo seveda... In spodnjo Panonije, kjer je Grivec pravzaprav eden izmed teh, ki je najbolj poudarjal pomen recimo kneza Koclja. Ne? Tako je, absolutno. Ki je recimo kot knez izpričan samo v slovanskih tekstih, ne? Medtem ko v latinskih virih je vedno mejni grof. Točno, seveda. Grivec je obravnaval, ja, res je, določene teme, slovanske teme, ki so bile tako v prvi kot v drugi Jugoslaviji državotvorne in zaželene, tudi prisotne na raznih javnih manifestacijah, v šolskem sistemu, v učbenikih in tako naprej, v medijih, če hočemo. Vendar je vse to počel kot zgodovinar in kot teolog. On ni skrival svojega katoliškega porekla in je svoje delo umeščal v tako imenovano zediniteljsko
ali unionistično prizadevanje. To je prizadevanje za ponovno zedinitev ali združitev med pravoslavno in katoliško cerkvijo, ki sta, kakor vemo, postopoma se sicer razhajali, recimo v obdobju med 9. in 11. stoletjem najbolj izrazito, potem pa od začetka 13. stoletja, od križarske oplenitve Konstantinopla, pa sta si dejansko bili bolj ali manj dokončno vsaka sebi navajeni na določen ustaljen način mišljenja, delovanja in podobno. Grivec je pri svojem znanstvenem ali akademskem delu imel vedno v ozadju to zediniteljsko poanto in zaradi tega enostavno ni bil zanimiv za neke kratkoročne politične načrte. Tretje, kar pa po mojem Grivca je odstranilo ali pa ga je na neki način spravilo v pozabo, čeprav ne povsem, je pa enostavno dejstvo, da po drugi svetovni vojni nekdo, ki je bil ne samo katoliško opredeljen, ampak tudi duhovnik po svojem osnovnem poklicu, kar je Grivec bil, je seveda bil nezaželen v novem, takrat socialističnem družbenem redu. Nova oblast ga sicer neposredno ni preganjala, tudi njegove precej velike vile na Prulah, vile Grivec, ni razlastila, v njej je lahko preživel vse do konca življenja, vse do leta 1963, do 26. junija tega leta, ko je umrl. Letos, leta 1923, obeležujemo ravno 60 let od njegove smrti, kar verjetno tudi ni naključje, da ravno v tem letu snemamo to oddajo. In enostavno razmere kasneje, ko so se pa določeni ideološki pritiski razrahljali, pa te teme, slovanske teme, niso bile več v ospredju. Sodobna slovenska država, samostojna Slovenija, če ji drugače rečemo, svojega raison d'être, svoje državotvorne podlage v primeru zgodovinske razlage in zgodovinskih korenin ne črpa, vsaj ne navzven, vsaj ne očitno, ne črpa iz svojih srednjeveških ali pa skupnih slovanskih začetkov. Konec koncev Slovenija je bila ustanovljena leta 1991 v marsičem kot protiodgovor slovanski solidarnosti, najbolj jugoslovanski, ne? In te teme so bile praktično do danes, do leta 2022, do razplamtenja vojne v Ukrajini v večjem obsegu, do eskalacije konflikta na ozemlju Ukrajine, ki je sicer trajal že od leta 2014, in ko te teme pridajo ne samo v slovenski, ampak tudi v širše zahodni medijski prostor, so bile razumljene kot nekaj kurioznega, zanimivega, brez kakih posebnih predsodkov, a hkrati nekje ob robu, nekje eksotične. Sedaj pa mislim, tako v luči obletnice Grivčeve smrti, kot tudi zelo zapletenega, travmatičnega dogajanja na vzhodu Evrope, ga lahko ponovno odkrijemo in nanj gledamo povsem verjetno ne, ampak bolj neobremenjeno, kakor v preteklih obdobjih. Priznamo mu lahko po eni strani izjemno znanstveno ustvarjalnost, izvirnost, po drugi strani pa tudi njegovo pogojenost v katoliških stališčih oziroma v kulturnem kontekstu časa, v katerem je deloval. No, zdaj, če se malce pošalim, ta neobremenjenost ima lahko dvojni pomen, torej enega, ki ste ga vi omenili, to se pravi res neobteženost z nekimi predsodki, na drugi strani, če naletiš v znanstvenem spisju na kakšen tekst, ki je ven iz vrste, ne rečeš recimo, da je čuden ali da je avtor samosvoj, kar tudi lahko, ampak da pristopa k problemu neobremenjeno. Torej, tudi to je eden izmed teh pomenov. Ampak zdaj smo pravzaprav pri tej stvari, ki nas
verjetno v teh časih tudi osrednje zanima, koliko je pravzaprav to, kar se danes dogaja na vzhodnoevropskih prostranstvih, povezano z zgodovino, to najstarejšo, koliko pa je mogoče to projiciranje nekih predstav, ne, češ zgodovina se potem nekako deterministično razvija v to smer, ne, in potem spopadi se več ali manj razlagati začno kot neizogibni, ne. Zdaj, kdo drugi bo seveda postregel z razlago, ne, da je to, kar se danes dogaja, težava razpada imperija, ne, torej ne toliko ruskega, kot seveda sovjetskega imperija, ne, kajti odnos med ruskim imperijem in sovjetskim imperijem je seveda dovolj zapleten, nikakor ne enostaven, ne, kajti so bila obdobja, ne, torej, ko Rusija, vsaj uradna bolševiška Rusija, ni hotela imeti nič skupnega s svojo zgodovinsko prednico, ne, torej carsko Rusijo. So pa seveda tudi, torej to je zlasti leninsko obdobje, ne, ker Sovjetska zveza je, pa Sovjetska Rusija je čisto nekaj drugega, in potem seveda recimo stalinsko obdobje, ne, kjer se Sovjetski sajuz rima na Velikaj Rus, ne, torej, ne, in zdaj seveda v slovenskem prostoru je zelo vplivna recimo razlaga Marjana Britovška, ne, torej carizem, revolucija, stalinizem, ne, kot da so to nekakšne 3 stopnice, ne, in ta knjiga je bila recimo zelo brana, nekateri jo še danes imajo, ne, za zgodovino ruske revolucije, kar niti slučajno ni, ne, to je kvečjemu zgodovina bolševiške partije v ruski revoluciji, medtem ko je ruska revolucija eno velikansko dogajanje, kjer vsaj v začetku je bolševiška partija minorna, ne, torej to so vendarle te najmočnejše dumske stranke oziroma poslanske skupine odigrale v februarju mesecu, poleg seveda teh spontanih nastopov, ne, torej ljudi, to največjo vlogo, ne, in bolševiki pridejo potem šele v zgodbo, pravzaprav, ko se Lenin vrne, ne, torej, ne, in zdaj, kako bi vi recimo razmišljali o teh stvareh, koliko je res starejša zgodovina zdaj pomembna za razumevanje tega, ne, ker vendarle, če ena stran o tem konfliktu, ne, rusko-ukrajinskem, govori o tem, kako je to pravzaprav eno, druga stran pa seveda poudarja, kako to ni eno, ne, in zdaj, če sva s kolegom Maurom v enem prejšnjih pogovorov osvetlila to drugo stališče, mogoče se danes posvetimo temu prvemu, ne, mislim, povezovanju enotnosti in sploh temu dovolj zapletenemu kompleksu, ki ga seveda ne bova niti slučajno izčrpala, ampak saj dotakneva se ga pa lahko malce bolj podglobljeno, kot se to ponavadi dogaja. Sodobna ruski in ukrajinski narod imata nedvomno skupne korenine, jezikovne, zgodovinske, državniške, tudi če hočemo, in seveda prostorsko-geografske. Tako sodobna Ukrajina kot sodobna Rusija že skozi historiografsko tradicijo, ne glede na različne interpretacije in seveda danes
v medijskem, v javnem diskurzu svoje začetke prepoznavata v obdobju Kijevske države ali Kijevske Rusije, ki je obstajala med koncem 9. in sredino 13. stoletja. V tem primeru v slovenščini še vedno uporabljamo, ker mislim, da tu vendarle ni boljšega prevedka, izraz Kijevska Rusija. V resnici gre tu za samostalnik Rus v cerkveni slovanščini in kasneje v sodobnih vzhodnoslovanskih jezikih, ruščini, ukrajinščini, beloruščini, ki označuje predmoderno politično skupnost in obenem nekdanjo etnokulturno formacijo, etnokulturno enoto, ki pomeni predhodnico današnjih vzhodnih Slovanov, torej Rusov, Ukrajincev in Belorusov. Nekateri sicer danes v zadnjih mesecih, letih poskušajo uporabljati izraz Rutenija, a mislim, da to ni ustrezno, prvič, ker gre za latinizirano različico samostalnika Rus, poleg tega se ta različica začenja izdatneje pojavljati šele od 15. stoletja naprej, gre za obdobje, ko Kijevske države ali Kijevske Rusije več ni. Drugič gre pa enostavno za neko, po mojem mnenju, hiperkorektnost, ki jo narekujejo sedanje politične razmere, v katerih je v očeh nekaterih treba vse sile napeti v to, da se pokaže, kot da vzhodnoslovanski prostor ni ali nikoli ni bil povezan, če že ne enoten. Mislim, da motivacija za rabo tega izraza ni prava. Kakorkoli že, tako sodobni Rusi, Ukrajinci in Belorusi vsi skupaj razmišljajo o svojih začetkih ravno v luči Kijevske Rusije ali Kijevske Rusi, če bi uporabljali sklanjatov, kakor jo poznajo omenjeni vzhodnoslovanski narodi oziroma jeziki. To je bila tvorba na območju današnje vzhodne Evrope, poenostavljeno rečeno med Karpati na zahodu in Volgo na vzhodu, potem pa med Baltskim morjem na severu in Črnim morjem na jugu. Zelo veliko območje, v tistem obdobju najverjetneje po površini največja slovanska politična tvorba, zelo uspešna na trgovskem področju, verjetno, da je tudi v tistem času to največja po površini tvorba politična v Evropi, če geografsko Evropo pač zahodno od Urala, je verjetno res ta največja. Tako. In ker ta površina, oprostite, je večja tudi od bizantinskega cesarstva, zlasti potem neko izgubi Sirijo, Sveto deželo, Egipt in tisto, kar je še na zahodu, in tega je bilo kar precej, ampak vendarle to je velikansko področje. Tako je, vsekakor ogromno ozemlje. Bilo je zelo dragoceno s strateškega vidika kot prehod od Skandinavije proti toplim morjem do Bizanca in naprej v Sredozemlje, kot trgovski vezni člen. Ni naključje, da se je ravno na podlagi ali pa na ozadju trgovskih poti zgodilo zgodovinsko zelo pomembno mešanje, ki je povzročilo, da so nad vzhodnoslovansko večino prebivalstva zavladali skandinavski aristokrati, različni vojaški poveljniki in trgovski magnati iz rodbine, kakor so jo kasneje imenovali, Rjurikovičev, po legendarnem ustanovitelju Rjuriku, ki je deloval v drugi polovici 9. stoletja tam na severu, blizu Novgoroda in Ladoškega jezera. Kasneje pa so nasledniki teh skandinavskih prišlekov, te skandinavske družbene elite postali tudi knezi oziroma vladarji Kijevske države, svoje središče so prenesli na jug,
k reki Dnepr, kjer se danes nahaja mesto Kijev, in že na začetku 11. stoletja je Kijev veljal za politično, gospodarsko in tudi že versko središče tega ogromnega ozemlja. Na drugi strani, če še ostanemo pri tej poanti prehodnega in strateško pomembnega območja, pa Kijev zaslovi in dobi še toliko večjo vlogo zahvaljujoč enemu drugemu stiku. To je stiku, ki prihaja od juga proti severu, to je stik iz smeri grškega oziroma bizantinskega sveta. Zato ta prostor takrat, pred tisočletji in tudi danes še vedno je bil in ostaja vzhodnokrščanski oziroma danes rečemo temu pravoslaven, ker je sprejel ta prostor, ker so predniki današnjih Rusov, Ukrajincev in Belorusov sprejeli svoj vrednostni in identitetni okvir v obliki vzhodne različice krščanstva. Tam so tudi dobili svojega metropolita v Kijevu in kasneje, še stoletja kasneje, še daleč po 13. stoletju, praktično vse do Florentinskega koncila in do dokončnega propada Bizanca sredi 15. stoletja, ravno kijevski metropolit, ne glede na to, ali fizično stoluje v Kijevu ali v kakem drugem središču, je bil tista glavna povezovalna prvina, torej duhovna avtoriteta neke skupnosti, ki samo sebe razume prvič kot krščansko oziroma pravoslavno ali pravoverno, v razmerju do Zahoda oziroma do katoliške cerkve, kasneje pa tudi v razmerju do, recimo temu v navednicah, izdajalskega ali labilnega Bizanca, ki je zaradi političnih pritiskov podlegal zahodnim oziroma papeževim željam in se vključil v določene politične peripetije, češ da bodo zahodne države pod papeževim pokroviteljstvom rešile Bizanc pred osmansko nevarnostjo, pred nevarnostjo muslimanskih osmanskih Turkov. Ja, to je zlasti tam v času Manuela, ki prvič občudujejo v Bizancu vsaj en del Zahoda, to se reče viteštvo. Torej, ker to je obdobje, ko je Bizanc seveda že v veliki stiski, po bitki pri Manzikertu, in potem v Mirju Kefalonski Soteski, to sta dva velikanska bizantinska poloma. Ampak prej, ko smo govorili o velikanskem strateškem pomenu tega ozemlja, ta je prišel pravzaprav do izraza že večkrat, tudi poprej, če se spomnimo, v tem prostoru, saj južnem delu Kijevske Rusije, torej jugovzhodnem približno, je bil en izjemno močen hazarski imperij nekaj časa, o katerem sploh skoraj da ničesar ne vemo, in ki je pa zavrnil to invazijo Arabcev čez Kavkaz, in samo mislimo si lahko, kaj bi bilo, kakšen bi bil tok zgodovine, če bi tukaj seveda Arabci uspeli dobesedno obkoliti okrog Črnega morja Bizanc, in zdi se, da ravno ta stiska je Bizanc prisilila razmišljati o nekih novih okvirih, namreč ker v pozni Rim, vzhodni Rim, torej je krščanstvo dolgo časa pojmoval kot neko svoje tajno orožje. Država ima svojo vero. Te vere mi ne odstopamo ali pa niti ne širimo drugim, ker šele v času Justinijana so eni majhni pravzaprav poskusi v smer Kavkaza, da bi to, ampak tam so seveda bi bile neke klientelne bizantinske države, torej proti Perziji, in razmišljajo seveda, da bi razširili krščanstvo tukaj na severne obale
Črnega morja, ne, potem drugič razmišljajo, ne, da bi s krščanstvom svojo politično situacijo izboljšali, ko ga mislijo izvoziti v Perzijo v času cesarja Herakleja, ne, in če ne bi torej takrat Arabci razbili tega perzijskega imperija, ne, bi morda postal krščanski, ker se je že naslednik prestola vzgajal v Bizancu, ne, to je zaradi nekih pučev prišlo, ne, ker so Bizantinci pravo stran podprli, ne, ampak seveda, ne, šele v tretje pa potem res pride do nekega resnejšega poskusa, ne, to je z Konstantinom, ne, ki je bil na tem znamenitem pogovoru, ne, ker so Hazari ugotovili, da bi oni tudi imeli kakšno vero, ne, enotno, ker so videli, pač enotna vera utrjuje državo, ne. To so videli v Bizancu, ne vemo, koliko so vedeli seveda o zahodnih, torej stanju na evropskem zahodu, ampak vendarle, ne, to je znana ta legenda, ne, kako si je pač Kagan hazarski 3 strokovnjake poklical, ne, in Konstantin je zastopal krščansko stran, ne, eden je bil Jud, eden je bil pa seveda predstavnik islamske vere, ne, in seveda je potem povprašal, čigava vera je najboljša, in jasno je vsak povedal, da je njegova, ne, in zdaj se Kagan ni mogel odločiti, ne, in zdaj vsaj judovska legenda v tem dogajanju pravi, da je Jud rekel, ja, sej to je razumljivo, ampak da boš zvedel, katera je res najboljša, ne, moraš ti nas vprašati zdaj, katera je druga najboljša, ne, ker to bo pa pol bolj objektivno, ne. Ne, in seveda je vedel Jud, ne, da bo druga pri kristjanu in pri zastopniku islamske vere seveda judovska, ne, in tako, da je potem prišlo do tega, ne, da so bili pač Hazari prestopili vsaj višji sloj v judovsko vero, ne, zdaj zaradi pomankanja verov mi ne vemo prav veliko o tem, ne, in zdaj seveda v tretje je pa spet bilo nekaj podobnega, ne, torej Justinijanov čas prvič nekaj mislijo, potem je ta drugo obdobje, ne, kjer so Hazari in seveda to je čas cesarja Mihaela III., ne, ki je pozneje, ne, ko je bil strmoglavljen, so pisci, zgodovinarji, ne, ki so hoteli ugajati naslednji makedonski dinastiji, označevali za nekega nemogoče neumnega in razvratnega cesarja, ne, in so ga imenovali Mihael Pijanec, ne, torej, ne, ampak zdaj, a je res bil takšen, ne, ali je njegov ujec Bardas vse to vodil, to ne vemo, ampak gotovo se je nečesa domislil, kar je bilo v poznejših časih, ne, torej izvoz vere in ideja, ne, kot pravi Dmitrij Obolenski, bizantinskega Commonwealtha, ne, torej ustvariti, ker mi sami nismo več zadosti močni, en krog naš civilizacijski vplivni, ne, in zdaj je spet prišlo do dialoga, ne, zdaj vsaj legenda govori o tem, ne, ko je kijevski knez poklical pač kristjana, ne, da pa seveda tudi zastopnike islamske vere, ne, in seveda je vsak priporočal, in pol, ko je pa izvedel, ne, pač da v islamu ni dovoljeno piti, je rekel, da takšna vera pa ni za Ruse, ne, torej pitje je veselje Rusov, ne, to tako pravi, ne, ta prvi ruski letopis, ne, mislim, to je seveda neka anekdota, ne, ampak vendarle je pa zanimivo to, ne, tukaj razhajanje, zdaj pa, če smo pogledali
Rusijo po letu 2000 pa kakšne historične filme, so vendarle vedno poudarjali, kak je pravoslavje pa islamska vera skupaj nastopila proti zahodnemu krščanstvu. Ne? Torej, ni en takšen film. Ne? Skratka, če pomislimo zdaj na vso to zgodovino, ne? Torej, pokristjanjenje Kijevske Rusije, pokristjanjenje, ki je zgleda šlo precej hitro, je pa res še nekaj, ne? Da se je pa tudi razmišljalo, če bi ne sprejeli morda krščanstva iz frankovske države, ne? Torej že malce poprej, ne? Ker ta država je bila pa zdaj včasih v sporu z Bizancem, včasih pa seveda v nekem sporazumu, ne? In zdaj tukaj je pa recimo, ne, seveda se je Kijevska Rusija odločila za seveda bizantinsko karto, ne, kar je recimo dosti pozneje, ne, Aleksandr Sergejevič Puškin v Ruslanu in Ljudmili upodobil v neki takšni zaviti zgodbi, ne, torej iz imen tekmecev, ne, Ruslan, ne, je Rus, ne, seveda tam je pa eden, ki spominja na nekega Germana, ne. Skratka, do česa hočem pripeljati, recimo to nelagodje vzhodnega krščanstva do zahodnega, ne, torej ne slavijo prav Boga, ne. Tako, mislim, da se ta vaša intervencija lepo vključuje v prvi del prejšnjega odgovora, ko je bilo poudarjeno, da je bila prvenstvena identiteta v srednjem veku in tudi še kasneje, vsaj do imperatorja Petra Velikega na začetku 18. stoletja, verska identiteta. Kijevska Rusija in njene naslednice so same sebe prvenstveno razumele kot branilke pravoslavja. Tudi takrat, ko so določene kneževine ali večja posestva uradno spadala v sklop Poljsko-Litovske konfederacije, so lokalni veljaki, če so še ostajali pravoslavni in so se imeli za vzhodne Slovane oziroma se identificirali s tem pojmom Rus, ne, stare Rusije recimo, so vedno izhajali iz te podmene verske identitete, obrambe pravovernosti, obrambe tiste vere, ki so jo sprejeli od Grkov in ki naj bi bila čista oziroma apostolska in tako naprej. Druga plast identitete, kolektivne identitete, govorimo tu seveda prvenstveno v glavnem o družbenih elitah, o cerkvi, o plemstvu, predvsem o cerkvi. Druga plast pa je bila državniška, ne? Spomin na Kijev, spomin na nekdanjo enotnost, spomin, ki daje legitimnost sodobnim političnim stremljenjem, da se ta prostor zopet poenoti. Ali pod vodstvom Moskve oziroma Moskovske Rusije, ki se od konca 14. stoletja postopno in uspešno osamosvaja izpod tatarske nadoblasti, ali pa iz smeri ozemlja današnje Ukrajine in Belorusije, ki je spadalo od konca 14. stoletja pa praktično večinoma do sredine 17. stoletja, ponekod tudi kasneje, v okvir Poljsko-Litovske države. Namreč velika večina in prebivalstva in aristokracije v poznem srednjem in v zgodnjem novem veku na Poljskem in v Litvi, če poenostavljamo rečeno, so bili vzhodni Slovani in pravoslavni ali kasneje unijati oziroma grko-katoliki, torej kristjani vzhodnega obreda in lastnih pravnih navad, formalno pridruženi rimski cerkvi, vendar tako, da so ohranjali svojo avtonomijo in tudi tako, da Rim nikoli nanje ni gledal kot na polnopravne člane skupnosti, čeprav jih seveda ni smel več formalno izključevati. Torej,
Tu pa lahko pridemo do sodobnega časa, ne? Tudi do tega, kar ste prej govorili, ne? Rusija po letu 2000 in tako naprej, ali pa razmišljanje o identitetah v postmoderni dobi. Ne? Vidimo, rekli smo, religiozna identiteta in državniška. Te identitete so izrazito, lahko bi rekli, predmoderne ali predliberalne. To so identitete, ki slonijo na institucijah, na cerkvi in na državi, seveda prepoznavajo tukaj določen skupni zgodovinski spomin, prepoznavajo določen skupni jezik, ki je v primeru vzhodnih Slovanov najprej cerkvena slovanščina, šele na to sodobni jeziki, kot so ruščina, ukrajinščina in beloruščina, in tu ne gre v primeru sodobne Rusije, ki sebe danes razume kot edino in polnopravno naslednico te kijevske države, zdaj se ne spuščamo v to, ali je to ustrezen pogled ali ni ustrezen, ampak oni sebe tako razumejo, v tej luči je logično, je razumljivo, da prihaja na dan tako imenovani imperialni refleks. Češ vera, država, skupni jezik, skupna zgodovina, vi Ukrajinci, vi Belorusi, dobro se imate za nekaj drugega, kakor mi, ampak Rusija kot imperij je poklicana k temu, da vzdržuje enotnost na tem prostoru. Imperija pa seveda ni brez raznolikih elementov. Imperij, da je imperij, vedno vključuje vase neko drugačnost. Religijsko, jezikovno, kakorkoli že, tudi geografsko, klimatsko. Ne? Če ni drugega, bližnjega drugega, recimo Ukrajincev, brez Ukrajincev ni Rusije kot imperija. In zato je tu tako pomembno, tako ključno z sodobnega ruskega zornega kota, da jim Ukrajina, če povemo zelo plastično, ne pobegne iz njihovega vplivnega območja. Ukrajina pa na drugi strani sloni na konceptu skupnosti, ki je etnični koncept, koncept etnografije, literarnih študij, pozornosti do jezika, do folklornih plesov in tako naprej iz 19. stoletja. Ne? Temelječ na jeziku, na neki enotni ukrajinskosti, ki pa seveda tudi v tem primeru paradoksalno ali pa tudi ne more iti mimo tega nadnacionalnega, vzhodnokrščanskega, kijevskega obdobja. Ker tudi ona od tam vleče vzporednice, potem pa seveda sodobna ukrajinska zgodovinska in širša javna zavest izraža stališče, češ da so oni pravi nasledniki kijevske države že zaradi geografskega kriterija in da so sodobni Rusi v resnici moskoviti ali moskali, kot oni temu rečejo, in da so oni bili že v poznem srednjem veku in kasneje pod tolikšnim tatarskim avtokratskim vplivom, da to že ni več nič podobnega prvotni slovanski demokratičnosti ali pa pluralnosti in da je pravzaprav sodobna Rusija nek evrazijski hibridni imperij, ki se samo skriva za krinko te skupne zgodovine pravoslavja ali česarkoli že. Zdaj, mogoče tu bi dal še eno zanimivost. Jezik, vemo, da v primeru grajenja slovenske moderne narodne identitete ima nezamenljivo in ključno vlogo. Recimo knjižna ruščina. Kaj je to? To je predelana, posodobna različica cerkvene slovanščine s številnimi elementi govorjene ruščine na območju okvirno med Moskvo in Sankt Peterburgom, ki se je v 18. stoletju utrdila na področju pisarniškega poslovanja, na področju vojske, na področju znanosti, predvsem tehnično-naravoslovne znanosti v visokem šolstvu in kasneje je ta jezik tudi prodrl v visoko književnost in dobil eno, tako bi rekli, estetsko nadgradnjo in polnopravno razvitost. Ampak v osnovi je to ruščina sama sebe s številnimi jezikoslovci ured, tako konceptualno kot čisto formalno jezikovno, vleče svoje korenine ali pa svoj
svoj zgodovinski izvor vleče iz tega predhodnega cerkveno-slovanskega, pravzaprav eklezialnega ali cerkvenega okolja. Sodobna ukrajinščina in sodobna beloruščina pa sta zgrajeni na čisto drugih temeljih, ne na cerkvenih in državnih hkrati ali pa pravoslavnih in državniških temeljih, pač pa na temeljih ljudske podeželske govorice, ljudske pesmi, ljudskih šeg, pripovedi, legend in tako naprej, kakor so jih jezikoslovci in pesniki, recimo Taras Ševčenko, pa on seveda ni edini, kakor so ta jezik zajeli in dojeli, recimo temu sredi 19. stoletja. Tu že na ravni tega sporazumevalnega sredstva vidimo, da gre za različne koncepte. Seveda, če predpostavimo, da izhajamo ali pa če poskušamo razumeti rusko imperialno stališče, beloruščina in ukrajinščina imata določeno vlogo v imperiju, ker brez raznolikosti, brez bližnjega drugega imperija ni. A hkrati proces rusifikacije, o katerem se tudi govori v zgodovinopisju in v jezikoslovnih znanostih, z tega stališča ni nič nenavadnega, ker to služi utrjevanju enosti ali edinosti v raznolikosti. Brez unifikacije na področju vojske, gospodarstva, visokega izobraževanja ni imperija. Prav tako, kakor ni imperija brez te, bi rekli, folklorne ali pa pokrajinske, ruralne, če hočemo, raznolikosti, ki pa seveda ima tudi neko svojo elito, tudi neke izobraževalne ustanove in tako naprej, a vendarle, če gledamo z zornega kota imperija, je prevlada ruščine ne nacionalni pritisk ali nacionalistični pritisk na kogarkoli, pač pa sam pogoj za obstoj imperija. Kot že rečeno, osebno ne trdim, kaj je prav in kaj je narobe, se ne postavljam na nikogaršnjo stran, poskušam pa prikazati, da gre tu za različno tolmačenje tako preteklosti, kot tudi delovanja države ali skupnosti, družbene skupnosti v sodobnem času. Torej, za dva različna narativa in seveda za ne samo te, recimo, zavesti, kako se je kaj dogajalo, ampak tudi seveda dve različni strategiji, kaj narediti, torej iz recimo jezika. Zdaj, seveda ni jezik edino, vse to je seveda tudi povezano s torej, to versko plastjo, ker ne smemo pozabiti na pomen te ideologije, Moskva je tretji Rim in četrtega ne bo. Torej, vendarle je to kot neko končno stanje, torej pravovernosti je Moskva. In seveda, če zdaj to strukturno razmišljamo, torej v ruski kulturi je ogromno mesijanizma, torej verjetno več kot, ne vem, v kateri kulturi bi še, torej zdaj, recimo francoski revoluciji, mi prinašamo svobodo, zdaj, ampak da bi se pa tako permanentno v tako različnih situacijah to pojavljalo, je pa vendarle Rusija tukaj kar izjemna, torej v tej misli mesijanistični, ki je pa nekako seveda v skladu s samo krščansko vero. Ja, tu se tema odlično navezuje na prejšnje vprašanje, to je na nelagodje vzhodnoslovanskega, sploh ruskega prostora do zahoda oziroma do drugih oblik krščanstva. Tako demografsko, kot tudi kulturno in predvsem geografsko je območje vzhodne Evrope, zlasti Rusije, umeščeno med dva velika civilizacijska bloka.
Na jugovzhodu je to islamski svet, na zahodu je to katoliško-protestantski oziroma zahodno-krščanski svet. Rusija pa je pravzaprav bila vse od padca Konstantinopla pa vse do danes in še verjetno toliko bolj danes kot v preteklosti, pravzaprav tisto osrednje jedro pravoslavnega krščanstva v svetovnem merilu. Balkan, Grčija, tisti drobci pravoslavja, kolikor jih je še ostalo v Mali Aziji, na Bližnjem vzhodu oziroma v Levantu, to je danes zanemarljivega pomena. Nekaj je sicer še emigracije, grško govoreče ali pa arabsko govoreče v Kanadi, ZDA, Avstraliji, Franciji, a tudi to nima niti demografske, niti družbeno-politične pomembne teže. Medtem ko v resnici tisti prostor, ki je prevladujoče pravoslaven in ki ima določen mednarodni vpliv, je ravno območje Rusije, če smo še bolj nazorni, območje današnje Ruske federacije. Ukrajina seveda je tu takoj za Rusijo druga najpomembnejša po vseh teh kriterijih, z vidika redne verske prakse, z vidika obiskovanja obredov in z vidika finančnega in moralnega podpiranja pravoslavne cerkve, pa je tu Ukrajina še bolj zavedna, še bolj dejavna kot pa sama Ruska federacija, in v verskem pogledu je Ukrajina tu, vsaj konfesionalno gledano, je tu manj raznolika od Ruske federacije. Ruska federacija, že samo ime pove, je federacija, na svojem ozemlju ima na milijone muslimanskega prebivalstva, tudi na milijone budističnega, veliko je še judov, veliko je tudi neverujočih in tako naprej. Ukrajina pa kljub svoji notranji cerkveni razdelitvi, juridični cerkveni razdelitvi, vendarle je konfesionalno v glavnem pravoslavna. Kar je grko-katoliškega krščanstva, je bolj ali manj na zahodu, pa tudi to vsebinsko ni bistveno različno od preostalega pravoslavja. Gre tudi spet bolj za neke formalne razlike. In jasno je, da v tej stisnjenosti, v tem, če smo nekoliko profani, v tem sendviču med Zahodom in islamom, že stoletja praktično ni nenavadno, da se prav v tem prostoru pojavljajo tovrstne mesijanske projekcije. Tako za nazaj v razmerju do preteklosti, kot tudi za naprej v razmerju do prihodnosti. Češ, Rusija je Tretji Rim, varuhinja pravovernosti in tako naprej. Danes se tudi pojavlja v sekularizirani obliki misel o tem, da je Rusija varuhinja moralne normalnosti evropskega človeka, da je pravzaprav samo še tam na skrajnem vzhodu mogoče govoriti zunaj okvirov politične korektnosti in pač biti, moški in ženska in drugih spolov ni, recimo čisto tako banalno za ponazoritev, ampak seveda stvar ni tako preprosta, kot se zdi, a vendarle. To je neka stalnica, ki je po mojem povsem pogojena s tem zgodovinskim, geografskim in demografskim položajem tega prostora. Meni se zdi to silno zanimivo, ker ruski zahodnjaki so vendarle svoje stališče upravičevali v 19. stoletju nekako tako, Torej, Rusija je res korak ali nekaj korakov za Zahodom, ampak bo pa ustvarila zdaj v hipu nekaj veličastnejšega, ampak po zahodnem zgledu, in bo potem prevzela pač recimo prvenstvo. Sej recimo v marsičem se je to v kulturi, celo na začetku v industrializaciji, ker takega hitrega razvoja, kot ga je imela Rusija v industriji tam po letu 1890 do prve svetovne vojne, tega zgodovina do takrat ni videla pravzaprav, torej takega ponagljenega razmaha. Torej
torej strukturno je pa vendarle to podoben način bil mišljenja, ne. Ampak zdaj, če malce zasukam še v neko drugo smer, ne, torej v zgodovinopisju o Rusiji se vedno opozarja na ta mongolski jarem, ne. Ampak zdaj pa so študije pokazale, ne, da tudi v tistih odločilnih bitkah na Kolikovskem polju, ne, in tako dalje, so bili Rusi in Mongoli na obeh straneh, ne, pravzaprav, ne. In da zdaj seveda je šlo za mnogo bolj zapleteno simbiozo, ne, ali pa recimo, kot se je mislilo doslej, ne. Zdaj zahodni zgodovinarji, ne, kot recimo Fajgis, nekako ironično pišejo o tem, ali pa Pipes, ne, torej kako so vendarle Rusi od izhoda dobili nekaj zase velikanskega, ne, torej veščino kuhanja, žganja, ne. Torej seveda, ne, na prvi pogled zveni to zelo ironično, vendar, ne, to je severni predel, torej če tam je prehrana zaradi dolžine zime, naj bi bila bolj mastna, ne, ker je pač in treba tukaj pri prebavi tudi nekaj napraviti, ne, torej v 18. stoletju, ne, so ugotovili, ne, zakaj Rusi pač živijo v glavnem v lesenih hišah. Samo predstavljajmo si, kako bi tam nekje v višini Peterburga zidane hiše, mislim, po zimi, in zima bi bila dolga, kaj bi vse morali skuriti, da bi si eno zimo bi že lahko sekalo okrog, ne. Potem pa ne več, ne. Mislim, stvari niso prav enostavne, ne, ampak kaj vi mislite o tem mongolskem jarmu, ne, torej, in zdaj, če ostaneva na tem primitivnem narativu Zahoda, ne, saj so dobili pač žganje kuho, ne, in potem se zdaj prepirajo zlasti zahodni zgodovinarji, od kdaj je alkoholizem v Rusiji problem, ne, in Fajgis tam poudarja, da to je šele iz poznega 18. stoletja, ampak imamo že pozno srednjeveške patriarhe, ki grmijo zoper to, ne, torej kot bi brali kakšno Gorbačovovo poslanico, ne, ampak je že v srednjem veku bila napisana, ne. Mislim, zdaj, da se spet zresniva, ne, torej, kaj vi mislite o torej tem, na neki način je to prastrah Rusije, ne, in zaradi tega je pravzaprav Rusija vedno krmarila ali posnemati Zahod ali ostati nekaj samosvojega, medtem ko posnemati Vzhod, to se pravi Kitajsko, to ni bila opcija, ne, pravzaprav, ne, torej ali Evropa ali Evrazija, ne, nikakor ne pa samo Azija, ne, torej tu je le treba biti previden, ne, da Rusija je vedno nihala med tema dvema opcijama, ne. Ja, res je. Tisto, kar bi pri mongolskem vplivu na rusko zgodovino izpostavil, je ravno zrelost ali pridobivanje zrelosti, kako pomembna je politična enotnost, ki izhaja iz enotnega središča ali od enega vladarja iz enega središča, torej nekdo, ki povezuje različne aristokrate, njihova ozemlja, njihove resurse, njihove oborožene sile, da ohrani svojo samostojnost, da ohrani svoj ozemeljski strateški potencial, in prav tatarsko obdobje, tam nekje med 13. in 15., ponekod tudi kasneje, 16. stoletjem, je na skrajnem vzhodu nekoč enotne kijevske države povzročil ta refleks, moramo imeti
avtoritarnega vladarja, moramo se mu podrejati, sicer v naših vrstah izbruhne kaos, enostavno živimo na prevelikem ozemlju, da pa, ko pa nastane kaos, pridejo tujci, pridejo tisti, ki nas ne poznajo, nas ne razumejo, nam ne želijo dobro in 2,5-stoletna tatarska nadvlada naj bi bila nasledek predhodne nesloge, neenotnosti, pomankanja avtokratskega principa. To je po mojem ta prastrah, tatarski prastrah, ki pravzaprav se vse do danes v različnih oblikah, tudi z prekinitvami, z nekimi izjemami in tako naprej, ampak vendarle se vleče ta vzorec, bodimo enotni, imejmo enega vladarja, nastopajmo enotno, človek kot posameznik ni na prvem mestu, kolektiv je na prvem mestu, če ne bo kolektiva na prvem mestu, bomo mi kot skupnost in na koncu tudi kot posamezniki izginili. No in zdaj, če smo pri tistem prej omenjenem sendviču, med vzhodom in zahodom, se lahko spomnimo tudi tega, da tudi takrat, ko elite, intelektualne ali pa oblastne elite sprejemajo zahodne idejne vplive, tudi takrat se sčasoma ti zahodni vplivi spremenijo ali prelevijo v mesijansko idejo. Tudi boljševizem, izvorno zahodna ideja, nastala pod čisto drugačnimi pogoji. Potem pravzaprav je to težko reči, ali je boljševizem zahodna ideja, ker marksizem je vendarle ima več poti. Zdaj ta redakcija je vendarle nastala tu na vzhodu, torej ljudje z vzhodno izkušnjo sveta, torej vzhodnoevropsko, vendar je pa seveda, da so v glavnem to pa res paradoksalno delali, ko so bili izgnani na zahodu. Torej to pa je gotovo res. In izvažali to idejo in želeli prikazati stanje takšno, kot da je Rusija oziroma Sovjetska zveza učiteljica sveta, da bi prinesla neke vrste odrešenja, spet kot en svojstveni sekulariziran odgovor na tiste prejšnje krščanske, mesijanske poglede. In če zaključim s tem mesijanizmom, navezujoč se na prastrah, ki nastane v tatarskem obdobju, je pravzaprav mesijanska ideja ali pa refleks mesijanizma, podobno kakor refleks avtokratskega vladanja in kolektivizma, to je refleks samoobrambe. Izvozimo neko idejo nekam ven, se predstavimo kot rešitelji, zato da idejno razorožimo svoje sosede, da bi mi lahko tu na svojem prehodnem območju imeli svoj imperij. Ker res je pa nekaj, da v Rusiji, zlasti v ruski politični misli prevladuje, tako kot ste pravzaprav že rekli, oziroma nakazali na neki način, največja nesreča je seveda zmeda. Tako, smuta, rečejo. In torej, zdaj, prva ruska državljanska vojna je bila, se končala potem, ko so Romanovi prevzeli, v začetku 17. stoletja prestol, se to kronike zelo zabavno tudi popisujejo, da torej ta iz rodbine Romanov, eden izmed veljakov je rekel, da je ravno prav pameten, pa ravno prav neumen, da bo dober vladar. Torej, ne sme biti prepameten, ampak mora pa seveda zagotavljati red. Potem je ta drugo obdobje zmede je ob koncu carstva, torej, in seveda zdaj zlasti te demokratične republike Kerenskega nihče ne sprejme, ker se zdi nekaj to popolnoma zmedenega. Zanimiv je pa Kerenski zato, ker je svoj socializem izvajal ravno iz nekih pravnih
posebnosti starih ruskih zakonikov, ki so vendarle bili drugačni, ne, torej zlasti kar zadeva najtežje kazni so bili, torej Kerenski trdi, mnogo bolj humani kot zahodnjaški, ne, ali seveda jasno tisto, kar je bilo tatarskega, ne, oziroma mongolskega, ne, torej Zlata horda, ne, da rečemo tako, ne. Skratka, vrednostni sistem je tam drugačen, lahko pa seveda to razumemo tudi seveda z tega stališča, to so je vendarle severnejši predeli in je treba življenje organizirati zlasti v teh krutejših pogojih zime. Ne, torej neorganiziranost, recimo, kaj jaz vem, med Prvo svetovno vojno, ko je vse šlo, pravzaprav ves promet bil usmerjen proti fronti, je prišlo do lakote v recimo Peterburgu, v katerega je treba pravzaprav vso hrano pripeljati, ne. Drugače je Kijev, ne, ki je pač v nekem plodnem območju, ne. Drugače je še marsikatero drugo rusko mesto, ampak Peterburg, ki je bil živčni center, je pa seveda bil odvisen od preskrbe in od organizacije, ne. V tem je gotovo ruska civilizacija drugačna, ne, od evropske že pač in lahko razumemo to, zakaj oni pojmujejo kot največjo nesrečo, torej zmedo, ne, torej smuto, ne, ki je pač tudi bila na koncu koncev v nekem zrcalnem ogledalu, ne, tudi umetnosti zelo pomembna, ne, kajti recimo ne Puškinovo eno največjih del je Boris Godunov, ne, torej, ne, in tam je pa tudi tisti znameniti stavek, ki ga je pri nas Josip Vidmar večkrat na njega spomnil, ne, da je navada države duša, ne, torej temu kot bi rekli, kanonu zemlje nihče ne uide, ne, že zaradi nekih zemljepisnih danosti, oblik življenja in tako dalje in tako naprej, ne, in vse to je seveda najbrž treba upoštevati, ko razmišljamo o vplivu zgodovine na sedanja dogajanja. Po drugi strani je pa najbrž res, ne, da tudi neka deterministična razlaga ne bo pravzaprav šla skozi, ker ti preskoki, ki vendarle so v ruski in sovjetski zgodovini, ne, prej sva omenila Lenin tako, Stalin v neki ideološki stvari drugačen, ne, čeprav je Stalin vendarle pravi leninist, ne, mislim, razlikujeta se, kot ugotavljajo zlasti zahodni zgodovinarji, predvsem torej oba uporabljata nasilje v izdatni meri, ne, torej, da je Stalin pač to usmeril tudi proti partiji, ki je sicer izvajala nasilje, ampak se tudi pri Leninu najdemo streljanje tovarišev, ne samo nasprotnikov, no, res pa je, da je Lenin izvozil ruske intelektualce, ne, recimo na zahod, ne. Zdaj bi pa vprašal še pravzaprav, še nekaj bi bilo zanimivo malce razmišljati o vlogi ruske diaspore. Ta je bila zelo pomembna, ne, torej v 19. stoletju gotovo, ne, torej Herzen kot oče ruskega socializma, ampak seveda to je drugačne vrste socializem, kot se je potem na ruskih prostranstvih v resnici uveljavil, ne, torej njegova knjiga, ne, torej Doživetje in razmisleki je ena pač mogoče najplemenitejših knjig tega obdobja, koga on vse ni poznal pravzaprav, in to potem tako
ja bi rekli, prostodušno opisal, brez nekega računa, ne, temu bomo ugajali, onemu seveda ne bomo ugajali, ne, to je prava Noetova barka 19. stoletja, ne. Potem seveda vemo, ne, zdaj Solovjov je bil tudi nekaj časa torej v Zagrebu, ne, torej to je pomembna epizoda, ne, torej pa tisti, ki s Strossmayerjem, ne, torej tem z izjemno pomembnim škofom na celotnem slovanskem jugu, ne, da ne govorimo seveda potem o velikanskem pomenu boljševiške emigracije, ne, torej pred Prvo svetovno vojno in med njo, in seveda potem protiboljševiške emigracije, pa seveda judovske emigracije, ne. Torej, odkar so zlasti ruski Judje množično prihajati začeli v Izrael, ne, je izraelska konfiguracija politična se pravzaprav popolnoma spremenila, ne, ker laboristična stranka, ki je bila prej vodilna, ne, je postala pravzaprav je nemogoče je bilo priti potem na oblast kot laboristični stranki, ravno zaradi teh množične emigracije Judov iz sovjetskega prostora, ki niso nič hoteli slišati seveda o kakršnem koli socializmu, ne. Torej, kakorkoli obračamo, ne, to je izjemno pomembno za rusko duhovno zgodovino in ni slučajno, ne, tudi, da je ruski predsednik Putin velike napore v začetku svoje vladavine usmeril v to, da je zedinil ruske emigracije iz različnih obdobij, zlasti v Parizu, ki je bil en pomembnejših centrov ruske emigracije. Tako je, in tukaj, če odštejemo Jude, bi pokazal na dve simbolni gesti, ki ravno pričujeta o tem, kar ste omenjali, in sicer o hotenju sedanjega predsednika Putina o poenotenju ruske družbe, ne samo navznoter v matični domovini, ampak tudi zunaj v emigraciji skozi dve simbolni gesti. Prva, časovno najbližja, je dokončanje in posvetitev cerkve Svete Trojice, pravzaprav stolnice v Parizu, ki je največja pravoslavna sakralna zgradba ruske pravoslavne cerkve v Evropi zunaj same Ruske federacije oziroma zunaj lastnega zgodovinskega kanoničnega ozemlja. Druga, nekoliko prej dosežena simbolna gesta pa je postavljena v leto 2007, ko sta se formalno zedinili dve cerkveni telesi znotraj pravoslavja, to je Ruska pravoslavna cerkev ali Moskovski patriarhat, ta osrednja struktura s sedežem v Ruski federaciji, in druga struktura, to je Ruska pravoslavna cerkev za mejo, če to dobesedno prevedemo, za rubežom, zamejska, ampak v slovenščini zamejski pomeni čisto nekaj drugega, tako da ta izraz ne bi bil pravilen. V emigraciji mogoče, ne? Z veliko slovesnostjo v katedrali Kristusa odrešenika v Moskvi 2017 se je ta zedinitev zgodila. Kakorkoli že, to je samo površje, ne, simbolno površje nekega globljega dogajanja. Seveda, sodobna Rusija glede pogleda na lastno kulturo in na lastno preteklost izhaja iz stališča imperialne veličine. V smislu, vse, kar je bilo naše, je naše in smo na to ponosni. Ponosni smo na kijevsko obdobje, ponosni smo
na dviganje Moskve v poznem srednjem veku. Ponosni smo na ponovno vzpostavitev reda z začetkom vladavine Romanovih v prvi polovici 17. stoletja. Ponosni smo na vojaške zmage in na gospodarsko-tehnološki napredek v času Petra Velikega, ki je zahodne ideje sprejemal zato, da bi Rusijo okrepil, ne pa zato, da bi Rusijo naredil zahodno v vrednostnem ali vsakdanjem smislu. Ponosni smo na obdobje 19. stoletja s tem mednarodnim prodorom, tako v politiki kot v ozemeljskem širjenju in dokončni združitvi vseh vzhodnih Slovanov ter utrditvi meja imperija. To je pač tudi čas, vemo, izjemnega ustvarjalnega poleta na literarnem in širše umetniškem področju. Ponosni smo potem tudi na obdobje Lenina, predvsem manj. Lenin je v sodobni ruski zavesti dojet kot tisti, ki je razbil imperij, navsezadnje tisti, ki je podelil Ukrajini prvič določeno obliko državne samostojnosti in tudi drugim pač republikam. Zanimivo, zdaj, ko je bila posneta nadaljevanka o Trotskem, je Trotski vendarle ima neke dobre plasti, je prikazan, medtem ko Lenin je pa vendarle prikazan izjemno kritično, ne človek, ki bi kdajkoli zares stopil naprej, torej seveda je prikazan tudi Trotski kot problematičen, ampak vendarle na koncu koncev njegov račun ima tudi pozitivne stvari. Mislim, da Trotskega igra isti igralec kot admirala Kolčaka. Torej, in zdaj seveda tudi admiral Kolčak je v tem znamenitem filmu in v Rusiji tudi nadaljevanki. Torej, v Rusiji imajo vse nadaljevanke 12 delov. Je to njihov način, torej, na katerega pač snemajo in seveda s tem tudi to misel, državno misel seveda širijo. Mislim, tudi kitajski filmi, recimo, kaj s tem, o Sun Yat-senu enega sem videl, pa o tej kitajski revoluciji v začetku 20. stoletja, torej je prikazano pač množicam Kitajcem, kako se razume zgodovina, ker tukaj recimo pri Kolčaku je tudi zanimivo, kako so, ni recimo kot angel prikazan, že zaradi tega, ker je imel pač ženo v Parizu, pa neuradno ženo ob sebi, torej ko je bil vrhovni vladar, torej mi bi mogoče bolje prevedli upravitelj, čeprav pomeni tisto res vrhovnega vladarja Rusije. Skratka, tam se delajo recimo filmi z zelo veliko tega premisleka, o tej sliki zgodovine, o čemer ste seveda govorili že do sedaj. Zdaj pa mogoče počasi se nama čas verjetno izteka, bova še kdaj drugič, o čem drugem pač v ruski zgodovini, ampak vendarle, potovali ste tjakaj. Videli ste Rusijo. Torej, ena velika poznavalka Rusije pri nas, Neža Zajc, mi je enkrat rekla, da tiste stare Rusije, kjer je bila umetnost glavna, kjer so se pač vsaj intelektualci drenjali, da so videli to ali ono predstavo, da to je zelo žalostno videti, kako ta Rusija usiha, kako potrošniška Rusija raste. Torej, kako pravzaprav ruska civilizacija na neki način je danes manj
v tej sedanjosti, ne glede na to, na nerazumevanje ali razumevanje na Zahodu, vendar je bližje Zahod tipičnemu zahodnjaštvu kot kdajkoli prej. Seveda je pa v enim izmed vrhuncev političnega nerazumevanja. Ne. To je na neki način seveda paradoks, ali ima Rusija dvojno dušo potem, ne, da pač na neki način v enih stvareh posnema Zahod v tej vsakdanjosti, kar si tudi seveda težko privošči z dohodki, ki jih ima povprečen Rus, ne. Dejansko so stroški bivanja v Moskvi gromozanski, ne, torej med najvišjimi v Evropi, ne, torej plače pa zlasti pokojnine pa temu nikakor niso kos, ne, tako da si morajo vendarle ljudje še vedno pomagati drug drugemu, en sam težje preživi kot na Zahodu, ne, ampak vendarle pa ta čar Zahoda, zahodnjaškega načina mišljenja je vendarle na Ruse zelo vplival. Ja, poznavajoč rusko zgodovino me to pravzaprav ne čudi. Rusija je vedno bila protislovna. Tako, vedno je bila protislovna, vedno je bila sod z dvojnim dnom, kot ste zelo slikovito opredelili. Že Franc Grivec o tem piše v prvi polovici 20. stoletja. Verjetno ni dežele, ne, če uporabim njegove besede, ki bi bila tako sprta sama v sebi in hkrati polna neracionalnih obratov, kakor je Rusija, po drugi strani pa tako zelo ustvarjalna in tako zelo občutljiva za iskanje smisla življenja, metafizičnih premislekov in tako naprej. Je sama v sebi protislovna. Na eni strani državna tradicija, klic k enotnosti, na drugi strani, kot ste ugotovili, recimo v današnjem času, veliko, zelo očitno potrošniško delovanje, sploh v večjih mestih, kot sta Moskva in Sankt Peterburg. Tudi na tej podlagi, zavedajoč se protislovnosti ruske zgodovine in obenem ruske sedanjosti, če nadaljujem odgovor na prejšnje vprašanje, sedanja oblast, ne, poudarja to, vse je naše, na vse smo lahko ponosni. Kasneje, ne, ostali smo pri Leninu, na Stalina so ponosni v smislu njegove zmage v drugi svetovni vojni in tega, da je takrat postala Rusija oziroma njena naslednica Sovjetska zveza v svetovnem pogledu do takrat, ne, najmočnejša, katerekoli že predhodnice v državniškem in političnem smislu. Tudi ruščina je takrat v mednarodnem prostoru se uveljavila, ne, ker zanimivo, ne, še v času Kominterne je bila glavni jezik nemščina, ne, v Moskvi med temi komunisti, ne, medtem ko v drugi svetovni vojni je pa ruščina dobila neko čist drugo vlogo potem v sistemu tudi Združenih narodov, ne, in to je bilo zelo všeč recimo spet enemu našemu velikih poznavalcev Rusije Matiju Murku, ne, ki je bil tudi eden izmed najeminentnejših evropskih poznavalcev Rusije. Ja, in zato ne preseneča danes, ne, da se recimo na javnih krajih, pri spomenikih, pri proslavah, v medijih, kakorkoli že v šolskem sistemu skupaj pojavljajo, tako fizično kot simbolno ali narativno, vzhodnokrščanska oblika križa ali pravoslavni križ in rdeča zvezda. To je nekaj, kar za sodobno rusko zgodovinsko zavest ni nič nenavadnega. To je eklektični pogled na lastno preteklost in na lastno sedanjost z zornega kota državniške veličine.
vse je naše, vse ima svoje pozitivne lastnosti in vse je na svoj način služilo k temu, da smo obstali in da lahko danes delujemo v prid domovine. To je seveda, povzemam njihovo, to je njihovo njihov stališče. imaginarij, njihov točno tako, idearij je tako. takšen. In ne. v tem In ne bomo razumeli jih, mislim, kaj hočejo, ne, če tega ne vzamemo na znanje, tako razmišljajo. Tako, ne. in v tem primeru ali pa v tem kontekstu se mi zdi, sploh če to prihaja iz ust zelo izobraženih in nadarjenih, ustvarjalnih, delavnih zgodovinarjev, tudi pri nas v Sloveniji, češ, to je pa sovjetoidnost. Rdeča zvezda na paradi zmage 9. maja, ki se pač izvaja vsako leto v spomin na zmago Sovjetske zveze v drugi svetovni vojni, to ni obujanje marksizma, leninizma, to ni obujanje gulagov, to ni Torej, leninizma zagotovo. Zagotovo ne. To ni obujanje nekega sistema, ki bi sam po sebi vsebinsko imel kakršenkoli realen odmev v sedanji ruski politiki in družbi, ampak je to enostavno povzdigovanje enega segmenta njihove zgodovine v eklektičnem smislu, češ, to je naša državniška zgodba. To ni sovjetoidna naracija, ampak je naracija ponosa na lastno državnost. Enostavno, sploh v slovenskem prostoru, ko govorimo o teh temah, se mi zdi zelo pomembno, da ne prenašamo lastnih neporavnanih računov ali travm, ki izhajajo iz socialističnega sistema na Rusijo oziroma na vzhodno Evropo in potem pri tistih voditeljih, kulturnikih, kakorkoli že javnih osebnostih, ki podpirajo recimo parado zmage 9. maja, da v njih avtomatično že vidimo komuniste ali pa ne vem, neke naslednike nekdanje tajne službe KGB in podobno. Razmerja niso enaka, niso primerljiva. S tem pravzaprav več povemo o naših slovenskih neporavnanih računih, kakor o Rusiji oziroma o katerikoli že drugi državi. No, v zaključek pa bi se navezal na opažanje doktorice Neže Zajc, ki je bila prej omenjena. Ja, seveda, potrošništvo in vse protislovje ruske družbe, tako v sedanjosti, kakor tudi že v preteklosti. Vse to drži. Toda, po mojem mnenju, še vedno ima in je imela Rusija v sebi izjemno močno zavest za kolektiv, za zadeve, do katerih se ne pristopa pragmatično, ampak pogosto idealistično in celo neracionalno. V vsem tem potrošništvu vidim pravzaprav neko neracionalno početje, ki ga pa lahko na drugi strani ublaži ali duši ali kakorkoli že kakšna druga aktivnost ali pa kak drug interes. Ruska družba, ruska kultura je vedno bila usmerjena izrazito v kolektiv, v skupino ali v skupnost. Posameznik je del neke širše zgodbe. In to je pravzaprav eden od načinov, če se zdaj vrnemo na začetek, na kijevsko obdobje in na krščanstvo, eden od načinov, kako se živi, uresničuje krščanska vera. Že v Svetem pismu, tudi v Novi zavezi, imamo pravzaprav napetost med dvema načeloma ali pa med dvema načinoma delovanja in vzpostavljanja odnosa do Boga in do družbe ali pa do bližnjih. En način ali pa en pogled je takšen, ki poudarja posameznikovo odgovornost, tudi krivdo moralno, če hočemo. Ti posameznik si poklican, da izpolnjuješ zapovedi in da že tu na zemlji recimo se trudiš in ustvarjaš okolje, ki posnema nebeški red. Drugi način recepcije krščanstva pa je: predaj se Božji volji, imej svet za nekaj začasnega, za nekaj, kar ti je dano kot vadišče ali kot bojno polje, na katerem boš z vztrajnostjo in s pokorščino do
pač avtoritet, kakršnih koli že, dosegal tisto večno srečo, tisti pravi svet, ki pa je onkraj tega sveta, torej nebeški svet. No in prav skozi zgodovino ruske kulture se po mojem mnenju bistveno bolj odraža ta drugi način gledanja na svet in ki je že zapisan v kod, bi rekli, ne, v programiranost krščanstva, ki je lahko tudi ta bolj kolektivističen, a ne? Ki je lahko tudi ta bolj kolektivističen. Češ, ne zanima nas toliko racionalna razlaga, organiziranost življenja v smislu sreče posameznika, ampak naredimo družbo takšno, da v njej ne bo kaosa in da bo lahko človek stremel k takšnim ali drugačnim ciljem, ki ga presegajo. Naj si bo to v pravoslavnem smislu, naj si bo to v marksističnem smislu, naj si bo to v nekem sodobnem eklektično državniškem smislu. Še vedno kljub potrošništvu, kljub zahodnim vplivom prepoznavam, da je tudi danes na delu ta kolektivistična naracija ali pa ta kolektivistični vzgib. Seveda, ponovno, ne opredeljujem se do tega ne pozitivno, ne negativno, poskušam podajati način mišljenja, ki je pač zahodnemu človeku, tudi slovenskemu človeku v veliki meri tuj. In to, ne, da se ne postavljam na nikogaršnjo stran. Zakaj to ponavljam? Ker danes živimo v času, kjer je lahko vsaka nestandardna ali pa samostojno misleča beseda dojeta kot ogrožanje varnosti, kot prelamljanje, ne vem, kakršnih koli že zahodnih ali evropskih vrednot, ampak mislim, da je glavna evropska vrednota v zahodnem smislu ravno to, da lahko razmišljamo in govorimo spoštljivo, a hkrati svobodno. Tako da te svobode, če pač po mene ne pridejo z lisicami, si ne bom pustil vzeti. No, nekje ruska zgodovina kaže, da si mnogo kdo tudi ni pustil vzeti tega, čeprav so prišli po njega, pa mu nadeli lisice. Torej, najin namen je bil pač predvsem pogovor o ruskem ideariju, imaginariju in o realnosti tega, ne, oziroma bolj točno adekvatnosti, ustreznosti z zgodovinsko stvarnostjo, ne, in pokazati, da vendarle na neki način se v slovenskem prostoru goji še naprej zahtevna misel o tej, recimo, zahodni civilizaciji, najbližji civilizaciji, ki je vedno bila v dialogu z Evropo, takrat, ko se je hotela razlikovati, takrat, ko je hotela biti takšna kot evropska. Ne, navsezadnje, ne, tudi še malce pred Aškarcem, ne, torej, če pomislimo na Frana Celestina, ne, ki je šel v Rusijo, pa jo potem kot profesor srednješolski, pa se potem vrnil in opisal pravzaprav Rusijo v nekem, bi rekel, morda prvem slovenskem, vsaj protosociološkem, če ne sociološkem delu, ne, torej o Rusiji po odpravi tlačanstva, ne, 1861. leta, pa seveda, ne, ta velika imena, ki smo jih že omenili, ne, torej Grivec, Prijatelj, Ivan Prijatelj, ne, za študijo recimo o Dostojevskem in Tolstoju, pa potem seveda Josip Vidmar je imel tukaj tudi velikansko vlogo in še, vse do, kot ste vi, gospod Malveval, pokazali, vse do sedanjosti in seveda upajmo, da se bo to tudi še nadaljevalo. Se vam prav lepo zahvaljujem za pogovor in o priliki še o čem drugem. Hvala lepa, tudi vam se zahvaljujem in me veseli, da obstajajo takšni prostori dialoga, ki pristno nadaljujejo tisto plemenito zahodno tradicijo, to pa je že prej omenjeno tradicijo
dialoga, svobode, spoštljivega in tehtnega mišljenja. Hvala lepa.